Živjo, eno stvar moram povedati, ki jo prej nisem mogel povedati. V Egiptu sem v eno kar veliko pizdarijo. Po domače povedano, da boste bolj razumeli. Glejte, grozilo mi je, da me bojo zaprli. Zakaj? Zaradi tega videoposnetka. Ta videoposnetek si lahko pogledate, sem ga dal tukaj v opis tega videa, tako da ga kliknite, pa ga poglejte, pa mi prosim povejte, če je to sporen video, zaradi katerega bi mene lahko v Egiptu zaprli. Boste videli, poglejte si video, samo ulica je snemana. Res, da je majčkeno bolj neurejena, ampak taka je. Ne morem jaz vam pomagati, če ne znate ulice pospraviti. No, tako da vam celotno zgodbo povem. Jaz pač majčkeno manj kot na polovici potovanja sem bil. Ful je vse super bilo, bil sem navdušen nad vsem, kar sem videl in tako naprej. In grem pogledat zlomljeno piramido pa rdečo piramido. In to so bile dve daleč najboljše piramide, kar sem jih videl. Tudi te dve piramide si lahko notrajnost pogledate na mojem YouTube kanalu. To je fantastično, jaz sem bil čist brez besed. No, zjutraj, preden sem pa šel, sem pa na Facebooku objavil ta video posnetek, v katerem sem rekel, da so me hoteli zaradi njega zaprti, oziroma niso me hoteli, ampak lahko bi bil zaradi njega zaprt. No, in zjutraj ta video objavim, grem potem na te piramide, pridem nazaj, ko sem večerjal, malo telefon pogledam in vidim, mi piše ena ženska, prav da piše iz slovenskega veleposlaništva v Kairu, in da je videla moj video in da me opozarja, da imam lahko zaradi tega težave, ker pač v Egiptu je prepovedano snemati revščino in da pač predlaga, da ga zbrišem ali ne vem točno, kaj mi je napisala. Sem rekel, kva? Zaradi tega videa, da bom imel težave? Pa sem rekel, dobro. Malo mi je bilo neumno, da grem en video brisati, ampak sem rekel, dobro, nočem imeti težave v Egiptu, nočem, da mi to dopust pokvari, bom jaz video zbrisal, pa je stvar rešena. Jaz video zbrišem, čez 15 minut, telefon, Viber, sem rekel, se oglasim, da vidim, kdo me kliče, in prav, kliče ena gospa, prav, jaz sem pa ta veleposlanica v Egiptu, videla sem tisti vaš video, veste, zaradi njega imate lahko težave, zato ker v Egiptu je prepovedano snemati revščino, in je rekla, smo že imeli težave, ker so ljudi odpeljali na policijo, jim vse vzeli, še niso imeli koga poklicati in smo jih pol iskali, pa težko najdeli in tako naprej, zato ker so pač nekaj takega slikali, snemali. Sem rekel, dobro, ajde, revščina, razumem, ne smeš snemati. Ampak sem rekel, jaz nisem nobene revščine snemal. Jaz sem ulico posnel, še človeka gor ni bilo nobenega. Prav, ja, veste, saj ulica, neurejena, smeti, pa take zadeve tudi prepovedano slikati. Bog ne daj kakšno policijo, vojsko. A ja, sem rekel, dobro, saj ne bom jaz vas učil, vi to bistveno bolj veste, kot jaz, ne. Sem rekel, glejte, saj sem itak video že zbrisal, tako da to je to. Pa mi pa reče gospa, rekla, veste kaj, za vsak slučaj, dajte vi meni vsak večer napisati sporočilo preko Viberja, če je vse okej, pa kje ste. Da v primeru, če vas zaprejo, da vas bom vedela, kje iskati. Oziroma, če je rekla, če se ji ne bom javil, to pomeni, da me ni, da so me zaprli in da bo šla ona v akcijo mene iskati.
Mislim, glejte, malo grozljivo se tole sliši. Glejte, da te zaprejo v Egiptu, ne poznaš svojih pravic, nič ne veš, kaj, kako. Mislim, meni je to grozljivo. Tule v Sloveniji naj me zaprejo. Poznam je svoje pravice in te ne morejo tudi kar zaprt. Ampak v eni tuji državi takole, kjer verjetno glih kakšnih velikih pravic nimaš, je pa malo strašljivo. Tudi lejte, ne zdaj, če bi mene to zaprl, en človek tam, ki bi me to obravnaval, on bi čist drugačno ta posnetek gledal, kaj jaz. On bi si rekel, to je en bogat Evropejc, pa se je prišel sem v Egipt norca z nas delati. Mogoče bi mi še kaj potaknil? Kaj tam, en gram neke hmamil? Kako če mi jaz dokazal, da tisto ni bilo moje? Ne, tako da priznam, taki stvari se userjem. Nič me ne bi bilo strah, če bi tam na ulici po noči 10 srečal, pa bi rekel, da me bojo pretepli. Hajde, bi rekel, probajmo, pa da vidimo, kdo je jači. Pa tudi, če me pretepejo, se me ne bi ta prvič. Sem že navajen, tako da tu nimam nobenih problemov. Ampak tu neke take zadeve s policijo, to so pa resne zadeve. Tako da, ja, čeprav sem se trudil, da mi to ne bo pokvarilo potovanje, ampak priznam, da mi ga je. Lejte, tudi potem, marsikaj sem sicer poslikal, posnel, pa se nisem upal objaviti, tako da zdaj to objavljam. Vsak dan 2 videa objavim na YouTubu, tako da pejte pogledat moj YouTube, Tomaž Gorec, vpišete v YouTube, pa boste na mojem kanalu. Zdaj šele neke video posnetke objavljam, ker se jih prej nisem upal. Ker ko pa jaz vem, revščina, pa veste, na teh znamenitostih, to je posod polno policije, vojske. Pa bolj se jim izogibaš, da ga ne boš posnel, bolj ti kaj v kamero noter rine, zato ker če neko napitnino, to tret, ne. Tako da to je tudi grozno v Egiptu, da ti vojak iz kalašnikov ne vem, žicate tam za napitnino. Ma ne gre taka država. Mislim, veste, imaš malo slab občutek, če ti nekdo reče za napitnino, uradna oseba iz Kalašnikova. Tako da sem parkrat sem jih imel poln vseh. No in zdaj objavljam te videe, tako da si jih poglejte. Tudi imam fantastične videe o trajnosti piramide. Ful dober. Tudi marsikaj nisem posnel, ker verjetno bi, če ne bi imel teh težav. Čeprav sem si rekel, ne sme to name vplivati, saj ne bo nič iz tega. Tako sem si jaz sam sebi rekel. Ampak v podzavesti pa nisem čisto tako mislil. Sem pa dostikrat pomislil, če se lahko kaj zakomplicira. In po zmeraj, kjer sem snemal na teh znamenitostih, zmeraj cel kup teh policije, vojske, pa se zmeraj njih izogibaš, pa vsakega gledaš, če ti bo kaj zatežil, pa tudi veliko ti jih težijo, ampak ti težijo bez zato, da bi mu ti nekaj dal, ne. In mrzdo, kaj reče, da je prepovedano, pa najbrž sploh ni prepovedano, ampak reče zato, da bi ti mu nekaj dal. Pa zastopam tam, da se najde en človek X, ampak da se to najde vojska, policija, to je pa žalostno. To je pa žalostno. No in pol na tem Asuanskem jezu, ko sem bil, turistov tam, mislim turistov, več je bilo domačinov kot turistov, vsi so se tu slikali, snemali, ne vem kva, jaz sem pa tu z GoProjem šus. Minuta pa pol video, sem ga tudi že objavil na YouTubu. Še snemam, vidim, gre vojak proti meni. Sem rekel, ta bo mi siguren zatežil. Ugasnem,
se delam, da ga ne vidim, se obrnem, nekaj kao, da bom slikal, tako prav premikam, ker sem vedel, da ga bo to video, da ga bom motil. In pride in vpraša, če snemam video ali slike. Jaz sem rekel video, se mu nisem hotel zlagati, ker pa bi rekel, pokaž, kaj češ mu lagati. Ker zdaj sem rekel, ajde, bo rekel, pokaž, zbriš, pa bom zbrisal, pa bom brez tistega videa, pa kaj, niti ni, mislim, ajde, je kar dober video, no. No, pa ni niti hotel, da ga zbrišem, samo rekel, da ne video. Sem rekel, ok, ne bom video. Ampak, kva ima foro, da jaz tam video ne smem snemati koga, ki sem mislil, da mi jaz jaz in vrgu v luft ali kaj. Pa če bi jim ga hotel, kva ima veze, če je slika dovoljeno, pol lahko jaz tudi vse detalje poslikam, če bi hotel nekaj slabega narediti. Mislim, totalna neumnost. Nadlegovanje ljudi, če tako pogledaš. In je taka stvar te pol spet malo prestraši. Naslednjič, ki nekaj tazga snemaš, vidiš policaje, vojsko in gruntaš, a če snemat ali ne snemat. Tako da to mi je bilo čist mem. Tako da, glejte, v takih primerih vidiš, koliko je vredno, da imamo tle pri nas, bom rekel, neko svobodo govora, imaš neke pravice in tako naprej. Te ne more kar vsak maltretirati. Tam te pa kar vsak maltretira. Tako da ja, glejte, to sem mogel povedati. Tudi za tiste, ki boste šli v Egipt, da si ne boste po kakšni neumnosti, ne vem, uničili dopust, tako kot sem si ga jaz uničil, oziroma nič si ga nisem jaz uničil, oni so mi ga uničili, ne. Pospravite ulico, pa vas ne bo pol strah, če bom snemal, tu vi uredite. Pa tudi zato, če kdo razmišlja, ali je to Egipt ali ne je to Egipt. Jaz da vam iskreno povem. Zakaj bo take države hodil? Ker se bom bal, da mi bo en težil, zato ker sem tam ulico slikal. Pa drugače, Egipt super. Sem ful vesel, da sem šel. Ful stvari sem videl zanimivih. Ne vem, tudi te piramide, te grobnice, vse to vrhunsko, super. Vse super. Samo, če imaš skozi nad glavo, da te lahko zaprejo, zato, ker si eno ulico snemal, minuto, pa sploh nobenega človeka gor ni bilo, pol to vse skupaj majčkeno pokvari. Tako da, v razmislek. Nič, to bi bilo to. Pejte na moj YouTube kanal Tomaž Gorec, pa si pogledajte te videe, ki so res fantastični. Malo pokomentirajte, kakšen všeček dajte. Pa če so vam te video posnetki všeč, dajte se naročiti na moj kanal, tam imaš naroči, pa še zvonček kliknite, to pomeni, da ko imam kakšen video, dobite na YouTube obvestilo, seveda ta naročilo, da ne slučajno kdo misli, da to kaj stane. To je seveda brezplačno, to je tako, če nekoga slediš na Instagramu ali pa ne vem, če všečkaš stran na Facebooku, ne. Sam pač YouTube ima ta izraz, da pač se naročiš na kanal. Tako da to je to, lepo se imejte, se vidimo spet v kratkem. Živjo.